Ja. Moje prvo vprašanje se nanaša na prvi telefonski klic, Ja. vaš z gospodom iz podjetja Rikom. Ja, Samo malo. Zakaj ste te dokumente predočali po telefonu njemu? Zakaj, če so sporni, jih niste takoj odnesli ustreznim organom, policiji, inšpekciji? Zato, ker vedno, ko dobimo kakršnekoli dokumente, smo ravnali novinarsko profesionalno. Mi smo šli njih vprašati, ali te zadeve držijo. Da smo dobili neke dokumente, ki so sporni, in vprašali smo, če to drži. To je bil edina stvar, ki smo jih vprašali. In oni so rekli, da si bodo te dokumente ogledali, rekli smo, da če bojo komentirali, in potem, ko so si ogledali dokumente, so mi zagotovili sveto, da to, kar je v teh dokumentih, ni nič spornega, da je vse zakonito in da tu zgodbe ni. In jaz sem jim verjel in vrnil te dokumente, original sem vrnil temu Gabercu, Stanislavu, kopijo, ki sem jo pa imel, sem pa dal odvetniški pisarni takrat, ker so me prosili, da jim to dam. In to je vse. Zakaj pa ste recimo odšli v odvetniško pisarno Gabrovec se pogovarjati o oglaševanju, če o oglaševanju prej ni bilo govora, tako ste mi tudi že zadnjič. To sta dve različni zgodbi, ne? To sta dve različni zgodbi. Ena zgodba je povezana s temi dokumenti. Ta zgodba je bila za mene s tistim, ko so mi, jaz sem verjel, naivno sem verjel, da tu zgodbe ni, in sem vrnil te dokumente. In ta zgodba je bila končana za mene. Potem, po nekaj časa, me je pa poklical Stiplošek in rekel, da naj se zglasim v neki odvetniški pisarni, da imajo nekega klienta, ki bi rad sodeloval z nami. To je vsa zgodba. A je gospod Stiplošek poslovni partner ali je policijski sodelavec? On je, vsaj formalno, je postal policijski sodelavec in on je pravzaprav nas zapeljal v dve igri, ne. Ena igra je bila to z oglaševanjem, povezana z oglaševanjem. Danes se je jasno pokazalo na pričanju, da lažejo. Korošec je naročil Stiplošku, naj gre z mano v poslovni odnos in naj pri mano oglašuje. To je definitivno jasno, to je jasno tudi iz teh dokumentov. In potem so me povabili v odvetniško pisarno in mi ponudili oglaševanje in ne vem, zakaj ga ne bi sprejel. Jaz nisem vedel, da gre za fiktivno pogovore, da me oni v bistvu dobesedno vlečejo za nos in da hočejo samo to dobiti, te pogodbe, osnutke pogodbe in potem s tem iti na policijo. Jaz tega nisem vedel. Kako naj vem jaz, da se oni fiktivno pogajajo? Razumete? To se je kasneje pokazalo. To se pravi, tako kot je gospod Korošec rekel, oni so zbirali dokaze, oni so se šli preiskavo proti meni, odvetniška pisarna se je šla preiskavo. Če so mislili, da jih jaz izsiljujem, če je bilo kakršenkoli sum, bi lahko šli takoj na policijo in rekli, da jih izsiljujem. Razumete, zakaj so oni šli v preiskavo proti meni in zakaj so se potem spremenili v policijske sodelavce in mi potem predstavili nove policijske sodelavce? Kakšno vlogo je odigral Stiplošek tu? Najprvo me povabi v odvetniško pisarno, kjer so imeli že oni pripravljeno strategijo, kako bojo kao dokazali izsiljevanje, zato so predlagali in oni so predlagali 5 let oglaševanja. In veste, zakaj so to predlagali? Zato, ker so hoteli, da tišino, razumete? Oni so očitno hoteli od mene to, da me spravijo v neko poslovni odnos in da sem tiho, in dali so mi za podpisati na začetku na odvetniški pisarni izjavo o zaupnosti. Kako si razlagate Gabrovčevo? Jaz nisem določil zneske. 5.000 evrov, lahko tudi to pojasnim. 5.000 evrov je bil znesek oglaševanja na mesec, tako kot čisto vseh ostalih naših poslovnih partnerjev. In ne vem, zakaj bi moral nižje zneske, da to je bil 5.000 evrov približno je bilo oglaševanje na mesec in oni so predlagali, da je oglaševanje 5 let. Razumete, vse, kar se je dogajalo, so bili njihovi predlogi. Na 5 let, na čim daljše obdobje, to je takrat Gregorovič zahteval. Kako pa odgovarjate na to, da je gospod Gabriel priznal, da je šlo za izsiljevanje oziroma... In sicer, da sva z Voduškom? Glejte, jaz ne bi se spuščal v ta institut priznanja krivde, v bistvu, ne. To je njegova, on lahko za sebe priznava, kar hoče. Če se počuti on krivega, če je imel on kakšne druge namene, glejte, to je njegov problem. Jaz vem za sebe, kar sem delal. Gabec je prinesel te dokumente
jaz sem jih predstavil, kot vedno bi predstavil in vedno smo, če smo dobili kakšne dokumente, smo vprašali tistega, kaj pravite, a imate kakšno izjavo na to, in potem smo šli v objav. In tokrat je on rekel, da ni nič spornega v teh dokumentih, jaz sem jim verjel in to vrnil Gabercu, in s tem je bila za mene zgodba z dokumenti končana. Razumete? Lahko še gospod Penko? Bo. A lahko? Tisto, kar se mi zdi zelo nenavadno, je priznanje gospoda Gabrovca, da sva z voduškom izsiljevala. Je to pravno sploh pravilno formulirano? Glejte, pač vsak priznava dejanje zase, ne, in to mora sodišče znati presoditi, tako da v tem konkretnem primeru priznanje ne sme pomeniti prejudica krivde ali pa niti ne obteževane okoliščine za obdolžence, ki seveda zadeve oziroma dejanja niso priznali. Tako da jaz tukaj pričakujem pač korektno presojo zadeve, ne glede na priznanje soobdolženega Gaberca. Vas je današnje zaslišanje priče v čem presenetilo, morda kaj novega? Ne, mislim, da je bilo vse po pričakovanjih. Zadeva, bom rekel, je po moji oceni mejna. Tukaj se bo na detaljih in na interpretaciji odločalo o tem, ali je bilo storjeno kaznivo dejanje ali pa je v vsem skupaj šlo za izzvano dejavnost, ne, v nekem delu strani odvetniške družbe, v nekem delu pa tudi strani policije v nadaljevanju. Sledijo zaslišanje še prič tožilstva, imate tudi vi priče? Seveda, tudi mi bomo predlagali svoje priče potem, ko bo pač sodišče izčrpalo priče tožilstva. Kako kaže gospa tožilka? Dejstva, ki izhajajo iz danes zaslišanih prič, so prid obtožbe, zato se zavedamo vaše glavne. Kaj je vaš glavni dokaz za izsiljevanje? Dokazov je več, ključni so osebni dokazi in pa tudi materialni dokazi v spisu. Gre za obtožbo poskusa izsiljevanja? Gre za poskus storitve kaznivega dejanja po tretji razvezi z druge točke 217. člena. A lahko samo še to, kako razlagate izjavo gospoda Gabrovca, da sta z voduškom sva izsiljevala? Gospod Gabrovec bo na naslednji dani obravnavi zaslišan od priča, da je tega se do tega primelovati. Jaz bi sem prosto, če laično razložite, kaj da bo premenuje obtožnica, se pravi, ste rekli členih, ne, ampak gledalci ne razumejo. Obdolženega Vladimirja Voduška bremeni obtožba kaznivega dejanja izsiljevanja po tretjem v zvezi z drugim odstavkom 314. člena Kazenskega zakonika, in sicer, da je dvema direktorjema družb, in sicer Juniorja in pa Ritkona, grozil, da bo javno objavil določene račune, in sicer 4 sporne račune. V zameno, da tega ne stori, pa je od njih zahteval, da poslovno sodelujejo z njegovo družbo. Pogodb o sodelovanju za vas ni bilo? To je vse, kar se povedal. Poleg Gabrovca bo še kdo drug tem zaslišan oziroma vabljen? Na naslednji glavni obravnavi bo zaslišan priča Šabnik, priča Gabrovec in pa Gregorič. Kdo bi mogel še danes biti? Gregorič. Aha, Kdaj je zdaj naslednja? 21. Isto 9:30. Toliko za enkrat iz Gradca, nadaljujemo 21.